Zdravo, moje ime je Jan in to je že 8. del Excela za začetnike. Danes si bomo pogledali funkciji minimum in maksimum. Preprosti, a zelo uporabni funkciji. Datoteke, s katerimi bomo delali, si lahko prenesete iz Google Drive-a, link pa je spodaj v informacijah videa. Postavimo se najprej na zavihek delovnega lista min in max. Tukaj imamo en preprost seznam izdelkov in pa njihovih količin. Zanima me za vse izdelke, koliko je bila najmanjša količina prodanih izdelkov. Najprej si bomo ogledali funkcijo minimum. Kaj naredi? Vrne najmanjšo vrednost iz območja, ki mu ga pač damo. Torej, zanima nas, katera izmed teh števil je najmanjša. Pri tako malem seznamu je enostavno videti, da je to 14, ampak pri malo večjem, kot ga bomo imeli kasneje, pa je funkcija minimum zelo koristna. Kot pri vseh funkcijah bomo začeli z znakom je enako in na to napisali min. Oklepaj. Za pomoč si bomo odprli pogovorno okno fx, ki se nahaja tu zgoraj. In podobno kot pri funkciji sum, bomo v polju število 1 s klikom označili območje in kliknili v redu. Najmanjša vrednost je torej 14. Funkcijo max isto začnemo z je enako max. Ta funkcija pa vrne največjo vrednost danega območja. Odprimo si spet pogovorno okno in spet označimo območje. V redu. Največja vrednost v seznamu je torej 81. Prestavimo se zdaj na delovni list min in max 2. Tukaj pa imamo seznam že iz prejšnjih nalog, seznam ocen določenih učencev. Tokrat pa bomo poskusili narediti brez pogovornega okna fx. Napišemo torej pod najnižja ocena je bila je enako min, oklepaj. Bomo zdaj označili območje. Pazimo, da ne označimo zraven še letnika, ker nas zanimajo najnižje ocene in ne letnik. Ko smo označili vse, kliknemo enter. Najvišja ocena je enako max, oklepaj in spet označimo območje, ki nas zanima. Enter. Najnižja ocena je 1, najvišja pa 5. Tako označevanje je zelo preprosto pri majhnem seznamu. Če pa imamo neskončen seznam, navidezno neskončen, kot je recimo ta, kjer lahko scrollamo dneve in dneve in dneve in ne bomo prišli do konca, pa uporabna druga tehnika. Poglejmo si še en trik za hitro premikanje na konec seznama. Recimo, če bi scrollali, bi potrebovali veliko preveč časa. Vrnimo se torej navzgor, postavimo se nekje v teh podatkih in kliknemo tipko Ctrl in puščico dol. Vrže nas torej na zadnji zapis v tem stolpcu, torej do vrstice 8400. Čisto navzgor se lahko spet premaknemo z tipko Ctrl in puščico navzgor. Minimum pa bomo pri takem velikem zaporedju izračunali kar iz celotnega stolpca. Napišemo je enako min, oklepaj in lahko označimo kar celoten stolpec. Isto pa začunamo tudi max. Najnižja vrednost je torej 1, najvišja pa 50. Lahko se pa zgodi, da imamo spodaj pod tem stolpcem neke vrednosti, ki jih ne želimo zajeti, ker zdaj trenutno gleda naša funkcija tudi vse vrednosti pod temi izpolnjenimi vrednosti, ker smo označili celoten stolpec. Vrnimo se nazaj gor, pa zbrišimo ti dve funkciji. Pišimo spet je enako min, oklepaj, postavimo se v celico A2, kliknemo Ctrl, Shift in pa puščico navzdol. Tako nam bo označil vse celice, ki so pač polne v tem stolpcu. Kliknemo enter in isto naredimo z maksimum. Postavimo se v celico A, kliknemo Ctrl, Shift in pa puščico navzdol. Enter. To je bilo vse za danes, kratek video, kratek a sladek. Upam, da ste imeli lepe velikonočne praznike in da vam je bil današnji video všeč. Vidimo pa se naslednjič, ko bomo se učili funkcijo count in round. Če se še niste naročili na kanal, bi to bil super čas, da to storite. Lajkajte pa tudi mojo Facebook stran Office tečaji.